Bralci, lepo pozdravljeni na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že predhodno zmešala, tako da bomo kar začeli. Zdaj s temi kartami bom pogledala splošne energije za mesec januar in za vsak teden posebej. Zdaj, preden začnem, bi rada sam še poudarila, da je to splošna napoved, zato ni nujno, da je vse namenjeno točno tebi. Zato sprejmi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Evo, zdaj bomo še razdelili karte. Ok. Splošne energije za mesec januar so predstavljene s karto sedmico palic. V decembru vidim, da imate 3 kelihe, torej december je bil nekako, v splošnem je bil dokaj zabaven, predvsem tak sproščujoč, mogoče se vam zgodilo kaj lepega in ste nekako to proslavili. Ni nujno, da je bila to neka zabava, lahko je bilo tako samo neko veselje, skratka, tle vidim kot nek zelo vesel in prijeten december. Zdaj v januarju pa je videti neke take energije, kot da se boste strelci počutili nekako ogrožene, mogoče tle kakšna konkurenca, mogoče je tukaj nekdo, ki vas na nek način hoče ustaviti ali pa preprečiti nek vaš korak. Bomo pa potem še točno pogledali, kaj ta karta pomeni in kaj se točno skriva za njo. Poglejmo zdaj prvi teden. Prvi teden imamo predstavljen s 4 kelihov. Torej, prvi teden bo nekako počasen, nekako, jaz tle vidim, kot da si boste iskali neke cilje, imeli boste neke želje. Kot vidim, se vam je že nekaj uresničilo, ampak to vam ni dalo tistega pravega veselja in nekako v prvem tednu boste premišljevali, kaj si sploh želite, nekako boste imeli to vašo idejo v mislih. Mogoče se vam bo zdela neuresničljiva, ampak ne vem, bomo videli, kaj točno se skriva v ozadju. Evo, drugi teden imamo karto puščavnik. Strelci, v drugem tednu se boste nekako zapirali vase, razmišljali boste o vseh preteklih odločitvah, ki so vas pripeljale na to mesto, kjer ste zdaj. V tretjem tednu imamo viteza palic. Tretji teden bo potem končno nek teden akcije, teden zagona. Tukaj je videti, da boste nekako pripravljeni na neke nove izzive, na neke nove pustolovščine. In četrti teden imamo kralja palic. Se pravi, to, kar boste v tretjem tednu nekako začeli oziroma kar boste počeli, to se bo nekako nadgrajevalo in v četrtem tednu tukaj je videti, da boste popolnoma nekako imeli vse pod kontrolo, sploh glede na to, da imamo tukaj tole karto, ko je nekako neka ogroženost, je videti, da boste to odlično obvladovali. Ok, poglejmo točno, kaj zdaj te karte skrivajo v ozadju. S temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj točno se bo dogajalo. Ok, kot osrednji dogodek tega meseca imamo desetico mečev obrnjeno narobe. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu lahko, da bo januar na nek način zoporen, ampak ne bi rekla, da je to zdaj, ne vem, neke ful težke preizkušnje, daleč od tega. Bolj se mi zdi, da če ste bili v preteklih mesecih pod kakšnimi pritiski ali pa pod kakšnimi preizkušnjami, se tukaj potem končno v bistvu nekaj odpira. Konec je neke bolečine, konec je nekih razočaranj, nekih nejasnosti in se že odpira nekaj lepega. Tako, in zdaj še s temi kartami bomo pogledali lekcije. Kakšne so vaše lekcije za prihajajoči mesec? Ok, kot splošna lekcija meseca imamo kraljico mečev.
Torej, vaša lekcija, strelci, je, da tukaj, ko vas nekdo ogroža, da pokažete svoj ne pravi obraz, ampak da pokažete svojo odločnost, da ne dovolite, da vas kdorkoli, kakorkoli omejuje in vam, sploh vi strelci imate ful radi svobodo, tako da tukaj bo vaša lekcija, da se nekako zavzamete za to svobodo, karkoli bo pač, katerakoli izkušnja bo pač tukaj prišla v ospredje. Zdaj recimo, če imate na kariernem področju največ preizkušenj, se lahko pojavi recimo neka ovira, kakšna, ne vem, konkurenca ali pa enostavno neka ovira, sploh zdaj v teh časih, ko vse zapirajo, na neki način, kot da bi vas tukaj nekdo, želel ustaviti. Zdaj recimo za ljubezensko področje, če imate tukaj največ izzivov, lahko ta karta predstavlja, ne vem, recimo partner vas želi na neki način omejiti ali pa ne vem, kaj v tem smislu. Zdaj, če ste samski, tukaj lahko pride, neki pritisk od nekega, človeka recimo, bo želel nekako, na silo vzpostaviti neko zvezo z vami ali kaj takega. In tukaj je v bistvu vaša najbolj pomembna lekcija, da ostanete, zelo samozavestni, odločni in brez, zadržkov poveste tisto, kar pač imate v mislih. Okej, poglejmo prvi teden, ko imamo štirko kelihov, kaj točno se bo dogajalo. Imamo kralja kelihov narobe obrnjenega, imamo kolo usode in imamo kralja novcev, se pravi 2 kralja. S tem, da prvi kralj obrnem narobe, drugi kralj pa je, pravilno obrnjen. Okej, tukaj zdaj vidim, da recimo začetek januarja, začeli boste tako zelo nestabilno. Sploh to, recimo tale izkušnja oziroma ta neka želja, ki jo imate tukaj, vas lahko nekako si boste mislili mogoče, kot da se vam nekaj ni uresničilo ali pa, nekako kot neki obup, kot neki dolgčas, da se nič ne dogaja tako, kot bi si mogoče sami želeli. Se pa potem sredi prvega tedna, recimo jaz bi to rekla, da bo tam nekje, 4., 5. januar, kaj takega, se zgodi neki nepričakovan preobrat. In, za vas bo to zelo pozitivno, strelci, ker imamo tukaj kralja narobe obrnjenega, ki je tako čustveno zelo občutljiv, nekako težko se spopada z vsemi temi čustvi, je tako zelo nesiguren, neodločen, neprepričan vase, potem pa neki dogodek, ki bo izven vas, se pravi nekaj, na kar sami nimate vpliva, bo zelo dobro vplival na vaše počutje in nekako, boste dobili nazaj to svojo moč, strelci, in svoj, pogum, nekako boste v bistvu, spoznali, da ta kelih, je že nekje, ta želja je že nekje blizu vas. Tako da zaenkrat kaže zelo dobro. Poglejmo pa, kakšne so lekcije. Tukaj imamo šestico palic in, paža mečev. Torej, vaša lekcija je, da v tem tednu, da se v tem tednu zavedate vseh svojih zmag, ki ste jih dosegli do zdaj. Pomembno je, da veste, da v bistvu vsi te kelihi tukaj, ki jih že imate tukaj te spodaj, to so vse neke želje, ki so že uresničene, mogoče niso tako močne in tako, velike kot ta, ki si jo želite, ampak morate se zavedati, da to so že neke zmage in morate postati ponosni na te zmage. Tako boste potem tudi, lažje nekako, našli pot naprej. In paž mečev govori tukaj o lekciji, da nekako zbistrite svoj Tukaj mogoče je bilo dobro začeti nekaj novega iz te izkušnje, ki se bo zgodila, nekje, v začetku januarja, da nekako, najdete neko mogoče novo pot ali pa neko priložnost, da se izognete tem, oziroma da se približate tej vaši želji. Mogoče bi bilo dobro v prvem tednu pridobiti kakšno znanje, kakšne nove izkušnje, če vam, to kakorkoli koristi. Okej, v drugem tednu, ko imamo puščavnika, kaj se bo torej dogajalo? Imamo desetico novcev, imamo trojko novcev obrnjeno narobe in petico kelihov.
Aha, okej. Torej tale sprememba v začetku januarja, nekaj lepega se bo zgodilo, lahko je tudi, kaj na finančnem področju, zato ker imamo potem kralja novcev in potem imamo desetico novcev, tako da lahko se zgodi kaj, kakšen finančni priliv ali pa nekaj materialnega, lahko gre to za neko nepremičnino ali pa neko, fizično stvar, ki vam nekako pomaga, do vašega cilja ali pa do vaše želje in, tukaj je videti tudi neko, sodelovanje, sploh če ste na kariernem področju nekako, mislim, če vaš trenutni fokus na karieri, tukaj lahko pride do nekega sodelovanja, ki pa ne bo glih najboljši, zato ker je videti tukaj, neko obžalovanje potem. Torej lahko neka oseba želi z vami sodelovati ali pa, pač stopiti v stik z vami, ampak se bo potem izkazalo nekaj tukaj v tem, lahko tudi pride do kakšnega podpisa pogodbe ali kaj takega, ampak tukaj vam nekaj ne bo všeč in to bo tudi pol povzročilo, da se boste zapirali vase in nekako sami pri sebi razmislili, kaj točno narediti. Ne boste iskali mnenja pri drugih ljudeh, ampak boste nekako sami pri sebi skušali ugotoviti, kaj narediti. Je pa pomembno še za to karto, bi rekla, to vedno omenim, ko se ta karta pojavi, tukaj vidimo te razlite kelihe in tega, možička, ki nekako žalostno te kelihe opazuje. V resnici pa ima tukaj dva, še lepa cela keliha in ta karta predstavlja, da se ne smemo osredotočati na to negativno, ker nas tukaj, če pogledamo nekaj pozitivnega, nas bo to usmerilo na tale most, ne, se pravi na nekaj, kar nas potem, posledično lahko pripelje do našega cilja, do naše uresničene želje. Okej, kaj imamo pa lekcije v prvem tednu? Imamo sedmico mečev in paža kelihov. Torej, ta sedmica mečev govori točno to, kar sem govorila. Nekdo, si bo vzel več, kot mu pripada, ali pa nekdo ne bo iskren z vami, to je lahko tale ponudba ali pa to sodelovanje, ki sem ga tukaj omenjala. In to bo tudi na neki način prineslo to žalost. Se pravi, ta neka neiskrenost, nekdo si bo vzel več, kot mu pripada ali kaj takega. In tukaj je vaša lekcija v bistvu, da na to pogledate malček bolj, sproščeno, kreativno, ne tako resno jemati tega dogodka, zato ker, to je tako, to je po moje samo bolj kot ena stopnička proti cilju, to ni nekaj, kar bi mogoče vas mislim, to ni, tista končna postaja ali pa tista, recimo, če imate, kakšen odnos, to ni neka končna oseba, s katero bi lahko, mogoče gradili odnos, ampak je samo ena stopnička proti temu cilju. Okej, pol poglejmo, kaj bo v tretjem tednu, ko boste dobili neki nov zagon, tukaj videti, da boste, evo ja, desetica kelihov, as mečev obrnjen narobe in as palic. Tretji teden, strelci, bo za vas res nekaj posebnega. Videti je, da ta izkušnja, da si boste po tej izkušnji, po tej neki, neprijetnosti, po nekem, kaj sem že rekla, ne vem, zdaj mi je šla beseda ven iz misli. Da si boste po tej neki neprijetni izkušnji, hitro opomogli, ker tukaj imamo že desetico kelihov. In ta karta je nekako, predstavlja neko lepo obdobje po, nekih malo težjih preizkušnjah. Pol imamo asa mečev, pardon. In asa palic. Tukaj bo definitivno, tukaj bodo neki novi začetki, neka nova jasnost, mogoče tale, situacija iz drugega tedna se tukaj ne bo, izšla tako, kot bi pač si želeli, ampak ni zato, ker tukaj prihaja neka nova, še boljša pot, nekaj, kar vam bo, nekako dalo neke, nove smernice za naprej. Zdaj recimo za ljubezensko področje bi tukaj lahko pomenilo, da neka oseba, bo pokazala neki svoj pravi obraz, kar vas bo, v drugem tednu nekako razžalostilo, ampak potem nekako boste hitro, prišli k sebi in, če se pojavi spet ta oseba s to priložnostjo, jo boste, kot vidim tule, nekako zavrnili, ampak ravno to, se pravi, ravno to vam bo potem v bistvu prineslo neko novo osebo ali pa nov pogled na neko situacijo. In, tukaj jaz to vidim kot neke dve možnosti, kjer eni možnosti rečete ne, drugi rečete da. Torej, ena vrata zaprete in druga se bodo odprla.
Zelo boste zagnani, tukaj tudi vitez palic, ne, se lepo povezuje s tem asem palic. Tako da definitivno, če vam neka ponudba ali pa karkoli, neka oseba ali pa karkoli v tem tretjem tednu ne bo všeč, recite ne. Enostavno ne iti naprej, ker bo prišlo nekaj lepšega in boljšega. Poglejmo lekcije. Tukaj imamo kraljico palic in imamo devetico mečev. Torej, vaša lekcija je, da nekako ostanete pozitivni kljub nekim preizkušnjam, ki se vam bodo v tem tednu pojavljale. Lekcija je, da se ne podredite vašim strahovom in dvomom, da se ne podredite vašim nesigurnostim, da ostanete odločni in pozitivni in da točno veste, kaj si želite, ker to vas bo v bistvu, vam bo pomagalo premagati vse te skrbi, ki bodo prišle skupaj z ostalimi dogodki. Kralj palic, da vidimo, kaj bo v četrtem tednu. Imamo petico palic narobe obrnjeno, imamo sodbo narobe obrnjeno in imamo osmico mečev narobe obrnjeno. Fantastičen teden, tudi tale, se pravi, petica palic govori o tem, da bo konec nekih konfliktov. Te konflikti so lahko bili znotraj vas ali pa z drugimi ljudmi. To so v bistvu neki taki konflikti, ko ne vemo točno, v katero smer iti ali pa ne vemo, kako se nečesa lotiti. In tukaj videti, da boste s to karto as palic dobili ta zagon, to priložnost in tukaj vam bo nekako vse skupaj postalo bolj jasno, nekako boste lažje premagali vse te notranje konflikte in to bo tudi povzročilo, da boste nekako stopili ven iz vaše cone udobja, nekaj boste pokazali svetu, ampak to bo kot nekako, ker je karta obrnjena narobe, bo to skoraj nekako prišlo na silo, ne boste to nekako sami postopoma dojemali, ampak bo to nekako čez noč prišlo na dan, nekako vašo resnico boste dali ven iz sebe. To lahko pride preko neke novice, preko nekega takega nepredvidljivega dogodka in ta osmica mečev tukaj nakazuje, da se boste s tem rešili nekih vaših omejitev, nekaj, kar vas že dolgo časa drži nazaj, nekaj, kar vam že dolgo časa omejuje, da bi dosegli te vaše želje ali cilje. In tukaj se vidi kot neko razrešitev, sploh pa ta kralj palic govori o tem, da boste absolutno tle imeli vse pod svojim nadzorom, strelci. Mislim, svoje počutje boste nekako imeli pod nadzorom. Lekcija imamo zaljubljenca in paža novcev. Vaša lekcija v tem tednu je torej, da najdete ljubezen do sebe, ljubezen do življenja, da nekako da se sprostite in da bolj igrivo pristopite do samega življenja, nekoliko bolj sproščeno. Tako da, strelci, ja, čaka vaš zanimiv mesec, predvsem drugi in tretji teden bosta nekako bolj kaotična, nekako bolj bosta vam ponudila malo več preizkušenj, ampak kot vidim v kartah, se boste odlično znašli v vseh ovirah in boste tudi vse odlično premagali. Strelci, jaz upam, da vam je bila napoved všeč. Če vam je bila, stisnite kakšen like, tako jim boste dali vedeti, da si želite še več takih napovedi v prihodnje. Če imate kakšno vprašanje, če bi radi kaj povedali ali če vas kaj zanima o meni, o kartah, o mojem delu, napišite spodaj komentar, bom vse prebrala in vsem odgovorila. Če bi radi donirali, če ste mogoče za to, imate spodaj v infoboxu vse informacije. In ja, v infoboxu imate tudi še dosti drugih stvari, če vas karkoli zanima, si lahko preberete. In ja, strelci, to je to. Hvala, ker ste bili v moji družbi. Želim vam lepo in prijetno praznovanje novega leta in predvsem pa veliko sreče in veselja v januarju 2021. Se vidimo potem konec januarja z novo napovedjo za februar 2021. Čau!